Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer se tokrat spet oglašamo tukaj iz Strasbourga, kjer v teh dneh poteka plenarno zasedanje Evropskega parlamenta in kjer za vas pripravljamo pogovore z našimi poslanci, ki so tukaj v teh dneh prisotni na tej seji. No, tokrat smo pa pred naš mikrofon oziroma pred našo kamero povabili novopečenega evropskega poslanca, gospoda Matjaža Nemca, poslanca socialnih demokratov oziroma socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu. Gospod Nemec, lepo pozdravljeni. Dobar dan in lep pozdrav. Pa morda vprašanje za uvod. Začeli ste z svojim delom tukaj v Evropskem parlamentu, pa morda kakšni so kaj občutki ob teh, bi lahko rekel, prvih zasedanjih, ki se jih udeležujete tukaj v Strasbourgu. Dobar dan in lepo je, da se lahko tako pogovarjava v tudi našem parlamentu, slovenskem. Slovenski jezik je uradni evropski jezik in mi je veliko zadovoljstvo danes biti z vami prvič v tej vlogi. Z mešanimi občutki, priznam, pa ne zato, da bi to bil prevelik izziv. Kar se tiče vsebine, mi je dobra znana. Jaz sem na področju zunanje politike odrasel politično, tudi sam prihajam iz zahodne slovenske meje in sem odraščal ob tej mednarodni dinamiki. Ampak tisto, kar me navdušuje, predvsem te razlike, ki so evidentne med slovenskim parlamentom, kjer sem praktično zastopal interese socialnih demokratov 2 mandata, torej 8 let, in seveda Evropskim parlamentom, je dinamika nekoliko drugačna, ne samo zaradi različnih kultur, vir ali pa jezikov, ampak tudi zaradi samega dela. Praktično tukaj parlament je samo eden od dejavnikov 3, torej poleg sveta, komisije, tudi Evropski parlament je tisti, ki soodloča o usodi Evropejk in Evropejcev. Vtis je pretežno pozitiven. Moram pa reči, da kar se tiče spoznavanja parlamenta kot zgradbe, me pa še vedno, bom rekel, navdaja neka raztresenost, kajti prostori so izjemno veliki. Ne samo to, praktično 2 lokaciji, tako v Bruslu kot v Strasbourgu, ti onemogočajo, da bi suvereno se sprehajal po teh hodnikih. Ampak zelo pozitivno, nekatere kolege, ne samo iz svoje politične družine, tudi iz ostalih sem že prej poznal, imel veliko opravka z njimi, tako da okolje mi ni čisto novo, tudi zahajal sem redno, tako v Bruselj kot v Strasbourg, ampak v drugačni vlogi, kot evropski poslanec je pa to prvič in prva plenarka je, bom rekel, neko posebno doživeti. Pa morda utrip delovanja od odborov do parlamenta, kakšna je tu recimo razlika? Je ta nacionalni parket, pa sedaj tukaj ta evropski parket. No, da vam povem čisto plastično, v moji poslanski skupini v Sloveniji je to število relativno omejeno in majhno. Govorimo o številu med 10 pa 12, 13 poslancev, ki smo jih imeli v prejšnjem mandatu. V poslanski skupini socialistov in demokratov nas je 147. Že ta dinamika, notranja dinamika, kjer ne da samo zagovarjamo svoja osebna stališča, ampak tudi stališča svojih držav in okolja, v kateremu ga prihajamo, nas sili v to, da iščemo kompromis. Ampak ta evropski projekt, ki nam omogoča, bom rekel, sobivanje v evropski skupnosti med evropskimi državami, ki so dejansko skozi stoletja večkrat bila v konfliktu, nam omogoča ravno to, da v bistvu razumemo, kako kompleksen sistem je Evropska unija. Vselej ga preveč čutimo oddaljenega, ampak ko postavimo na eno stran mir, sodelovanje, svobodo ali pa vrednote, ki jih Evropejci zagovarjamo, je vredno vsakega dne prebitega v teh dvoranah, tudi če se včasih državljankam in državljanom zdi to odtujeno, oddaljeno in nerazumljivo. Glavna tema tokratne seje Evropskega parlamenta je ta zeleni dogovor Evrope, ki ga je nekako ta ukrajinska kriza tudi pospešila, pa ta plan pripravljen na 55. Morda kakšno je vaše stališče glede te tematike? Mi smo previdno naklonjeni. Torej, naša podpora bo šla v to smer, da se bo podprlo, gre za zgodovinski dogovor, kajti Evropska unija je tista, ki dejansko prednjači v globalnem smislu v odnosu do ekologije in trajnostnega razvoja. Tukaj smo lahko ponosni, da smo mi kot Evropejke in Evropejci tisti, ki silimo druge močne gospodarstve, da se evropskemu gospodarstvu prilagajajo. Zakaj smo močni v tem? Ker smo najmočnejše gospodarstvo in smo za veliko, bom rekel, partnerjev najpomembnejši zunanji gospodarski partnerji. Torej, če se v sklopu evropskih držav, Evropske unije, določeni parametri dosežejo, potem silimo ostale partnerje, v tem primeru Kitajsko, Rusijo, Združene države Amerike, da se prilagodijo standardom, ki so najvišji, torej evropskim standardom. Torej, če
plastično ponazorim, gre za to, da mora se tudi tuja industrija, ki prihaja iz strani tretjih držav, če želi nastopiti na največjem svetovnem globalnem trgu, prilagoditi našim zakonodaji, našim normam, našim vrednotam, potem vplivamo pozitivno na celoten proces. Seveda gre za zahteven, zgodovinski, zeleni dogovor, ki temelji k temu, da se celotna industrija v neki časovnici, govorimo do leta 2030 in do leta 2050 je drugi mejnik, praktično prilagodi. Gre za osnovno sporočilo emisij, zmanjšanje emisij za 55% do leta 2030, kar je, bom rekel, neko osnovno vodilo in temu bo potem sledila tudi nacionalna zakonodaja, ki se bo prilagajala temu. Seveda zadeva je zelo kompleksna, gre za to, da po drugi strani, ko jemljemo, moramo tudi nekaj dati, ampak vsaka kriza, tukaj govorimo o podnebni krizi, o energetski krizi, o prehrambeni krizi, ki je pred vrati, ki je naša stvarnost, pomeni lahko tudi velika priložnost. V zgodovini je vselej bilo tako, torej izkoristimo to priložnost, da bomo začeli trajnostno razmišljati, da bomo razmišljali zeleno. To bo omogočilo, da tako kot so živeli naše babice, detki, kot živimo mi, da bodo v prihodnje živeli tudi naši otroci in vnuki. Ob nastopu vaše funkcije kot evropski poslanec ste omenili tudi, da se boste zavzemali za politiko čezmejnega sodelovanja. Če morda lahko bolj podrobno poveste gledalkam in gledalcem, kaj ste s tem mislili? In to je, bom rekel, nekje naše osnovno vodilo. Sam prihajam iz okolice Nove Gorice, odraščal sem v obmejnem okolju in kljub temu, da smo obdani z evropskimi državami, zaznavamo še izjemne anomalije znotraj zakonodaje evropskih držav. Konkretno, o čem govorim, dal vam bom primer, moja prva aktivnost v smeri reševanja problematike, ne boste verjeli, otroških dodatkov med Italijo in Slovenijo, ki je bila naslovljena na Evropsko komisijo, rešuje ravno to vprašanje. Da vam zelo plastično povem, imamo mešane pare na vseh 4 mejah, kjer dejansko nimajo enakih pravic mešani pari, kot imajo recimo pari ene nacionalnosti. Torej, v konkretnem primeru gre za anomalijo ali pa odmik med Italijo in Slovenijo, ko starši mešanih parov svojim otrokom ne morejo omogočiti enakih pogojev kot pari, bom rekel, ene nacionalnosti ali pa državnosti. Torej, skušamo neposredno odgovarjati na izzive vseh obmejnih ljudi. Jaz sem svojo politično kariero gradil prav na čezmejnih odnosih, torej ne samo med Italijo in Slovenijo, ampak med vsemi 4 našimi sosedi in to bo gotovo eno od naših osnovnih vodil v tem mandatu. Morda še za konec enega pogovora, še nekako govori se o neki solidarnosti med državami članicami. Vi nekako, koliko vas opazujemo, ves čas se nekako zavzemate za solidarnost med ljudmi, pa tudi nekako med državami. Menite, da glede na preizkušnje, ki Evropsko unijo čaka v prihodnosti, predvsem ta energetska, prehranska kriza, menite, da bo v Evropi med narodi dovolj solidarnosti? Kajti vidimo, da v preteklosti nekako so v nekaterih primerih prevladovali ti nacionalni interesi. Jaz bom mogoče zelo grob v tej izjavi, namreč alternativa dogovoru so bile v preteklosti vojne in grozote, ki so se dogajale na našem kontinentu. Torej, imamo sile seveda znotraj tudi Evropskega parlamenta, znotraj posameznih držav članic, ki dejansko silijo države in naše narode k ponovnemu razkrojevanju, kar gotovo bo dolgoročno prineslo do ponovnih konfliktov. Ampak moje vodilo osnovno je, in tudi v tem sem zelo, bom rekel, zelo optimist, da gotovo je evropska prihodnost le skupna prihodnost vseh evropskih narodov. Tistih, ki imajo svojo državo in tistih, ki nimajo svoje države. Namreč zgodovina nas uči, da le ta tvorba, politična tvorba, gospodarska tvorba, vrednostna tvorba nam omogoča sobivanje. Iz tega vidika sem optimist, kajti lahko se v zadnjih 10-15 letih učimo od, bom rekel, naših napak. Začenši z grško finančno krizo, kasneje je prišla begunska kriza, potem je COVID kriza prišla, danes govorimo o velikem konfliktu na ukrajinskih tleh, kjer gre za napad na suvereno državo Ukrajino, ter tisto, kar nas še čaka na jesen, je najverjetneje energetska kriza. Skozi zgodovino, ko smo kot Evropejke in Evropejci
znali stopiti skupaj, najdli kompromis, takrat smo najdli tudi rešitve. In zato sam vidim edino pot v še tesnejšemu sodelovanju med evropskimi narodi, ne samo zaradi naše prihodnosti, ampak zaradi, bom rekel, prihodnosti celotnega planeta, kajti Evropska unija je gotovo osnovno vodilo tudi za ostale partnerje izven oziroma partnerje iz tretjih držav. V Evropi se je v prejšnjem stoletju nekako začela ta oborožitvena industrija vzpenjati. Končalo se je najprej v prvi svetovni vojni, potem v drugi svetovni vojni. Sedaj smo spet priča oboroževanju v Evropi. Bi lahko prišlo do kakšne eskalacije oziroma do kakšne vojne širšega obsega na evropskih tleh? To nas gotovo lahko upravičeno skrbi. Tisto, kar bi nas skrbelo, je, če bi se ta konflikt iz Ukrajine širil recimo v Gruzijo ali pa v Moldavijo, kaže, da ni teh pogojev, ampak previdnost ni odveč. Gotovo bo morala Evropska unija tudi izven NATO iskati načine, da se bo lahko v tem globalnem svetu počutila varno. Zato so vse glasnejše govorice o tem, da je potrebno vzpostaviti neko evropsko vojsko, zaradi tega, da bi poskušali, bom rekel, vseeno se vojaško, če bo prišlo do tega, kakorkoli zoperstaviti. Ampak moje osebno vodilo je, da se išče kompromise v smeri iskanja miru. Seveda, zato, da se najde mir, je potrebno to početi v dialogu dveh strani ali pa več strani. V tem primeru je kompleksnost vojne v Ukrajini takšna, da smo v tem trenutku lahko, kar se tiče varnosti izven Evrope, upravičeno zaskrbljeni, upamo pa le lahko, in to je tudi odvisno od naše enotnosti, da se na noben način ne bi konflikt selil v skupnost evropskih držav. Že to, kar se dogaja v Ukrajini, je vsakega obsojanja vredno in moramo v tem vidiku biti zelo solidarni do ukrajinskega naroda. Ker seveda, se opravičujem, na nek način tudi do ruskega, kajti ne gre za politiko Rusin in Rusov kot naroda, ampak gre za politiko enega voditelja, v tem primeru Vladimirja Putina. Pa menite, da Ukrajina vse naredila pred vojno, da se vojna ne bi zgodila? Gotovo ne. Tisti, ki govorijo o večplastnosti situacije v Ukrajini, imajo prav. Sam sem veliko potoval v Ukrajini, poznam tudi ljudi, moja bivša družina je iz vzhodnega dela, po ruski narodnosti, poznam problematiko, ampak v danih okoliščinah je potrebno obsoditi v prvi vrsti agresijo na samostojno državo. Je pa res, da tukaj ni zadeva črno-bela, kot nam želijo nekateri prikazati. Zakaj so bila prekinjena mirovna pogajanja med obema stranema? Kako vi na to gledate in ali Evropska unija v ozadju dovolj nekako sili oziroma se zavzema nekako prek diplomatskih krogov, da bi potem pa vseeno sedli spet za mizo in se začeli pogovarjati? Evropska unija vselej pri vseh konfliktih, pri vseh nesporazumih uporablja tako imenovano mehko moč. Tukaj gre predvsem za moč, ki se uporablja v obliki sankcij. Veste, da je v zadnjih dneh bil dosežen pomemben dogovor, predvsem kar se tiče uvoza tako plina kot ostalih energentov z Ruske federacije. To je lahko eden od tistih načinov, da se onemogoči v večji meri financiranje predvsem konflikta te vojne v Ukrajini. Tako je težko najti pravo razmerje med tem, kajti za konflikt se vsakič lahko pride do vojaškega konflikta. Umetnost pogajanja in diplomacije pa je, da se temu izognemo. Ne glede na kritike, na počasnost in na žrtve, ampak vseeno ključno vodilo mora biti, če se le da brez konflikta umiriti strasti, spraviti za pogajalsko mizo obe strani, ampak kot že rečeno, ni samo na ukrajinski strani, ni samo na strani Evropske unije, v veliki meri tudi na strani Putinjevega vodilnega establishmenta. Koliko smo tu žrtve ameriških interesov? Smo. Priznam, vidim, spremljam, poznam razmere. Od leta 2014 so se zadeve krepko zaostrili, ampak zgodba seže še nekoliko dlje. Spomnite se oranžne revolucije, spomnite se, kako so določene zahodne gospodarske družbe vstopile v ukrajinski teritorij, vsaka sa svojim scenarijem. Gre za tako imenovano žitarico Sovjetske zveze, ki je bila mišljena, da bo tudi enako žitarica Evropske unije in globalnega sveta. To že poznamo, praktično so
je onemogočeni dostop, izvoz, bom rekel, prehrambenih artiklov iz pomorskih pristanišč Črnega morja Ukrajine in s tem se povzroča, bom rekel, tudi na področju prehrambene industrije in prehrambene verige v globalnem smislu veliko škode. Imamo že države, kot je recimo Egipt, v izjemni tudi finančni stiski prav zaradi, bom rekel, onemogočenega uvoza iz Ukrajine. Kakšne so kaj vaše pričakovanja, na kakšen način se bo ta kriza v Ukrajini naprej peljala? Zelo težko vam odgovorim na to vprašanje, kajti jaz mislim, da nihče na tem svetu, najverjetneje samo, bom rekel, predsednik Putin bi znal vam podati neko resno oceno o tem, kdaj bi lahko prišlo do konfliktov. Tukaj opažamo, da prihaja do velikega izčrpavanja, poskuša se onemogoči financiranje te vojske, po drugi strani smo pa lahko kritični ali pa ne do oboroževanja ukrajinskih sil, upravičeno seveda, da se lahko branijo, po drugi strani se pa sprašujemo, ali je primerno oboroževati, kajti s tem samo povečujemo konflikt. Torej, ni črno-bela zgodba, potrebno pa biti tukaj pragmatični v smeri reševanja po mirni poti in verjamem, da je zelo težko in ne želim, da iz mojih ust to zvenijo samo, bom rekel, populistične parole, ampak je resnično v tem trenutku najti, zelo težko je najti, bom rekel, neko pravo razmerje med iskanjem rešitve za ta konflikt. Gospod Nemec, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimive besede. Hvala lepa in bilo mi je veliko čast biti vaš gost danes na tem pogovoru.